Za neko euforijo ni časa in tudi kakšno euforijo ob tem rezultatu ni na mestu. Čeprav so vsi ustavni sodniki to sprejeli, kar je dobro sporočilo. Nas čaka še dolga in težka pot. Tako da smo veliki realisti, kaj se moramo doživeti in kaj bomo še doživeli do tiste nedelje, ko bodo šli ljudje na volišče. Kako boste prepričevali kampanje, koliko sedaj nadaljevati zbiranje podpisov, koliko že? Mi smo pri pobudi za to, da bi zbrali seveda določeno število podpisov, kot veleva zakon, že zbrali več kot 40,000 podpisov, in to kot vemo v 5 dneh, tako da te formalne pogoje že izpolnjujemo. Ampak vendarle je potrebno reči, da torej 5 dni smo zbirali podpise, da se je po prekinitvi tega zbiranja, ki je posledica sklepa Državnega zbora, na nas obrnilo ogromno ljudi, ki pa želijo oddati svoj podpis. Torej, mi bomo zagotovo omogočili, v tem, da dajo svoje podpise, ne bomo zagotovo izkoristili 35 dni tega roka, ni potrebe, mogoče 3-4 dni še, pa seveda zaključimo zbiranje teh podpisov. Kako boste nagovarjali? Torej, mi bomo nagovarjali volivce in volivke z argumenti, našimi argumenti, ki so, to smo prepričani, taki, da kažejo, da je ta reforma pokojninska krivična, da se loteva na napačni strani nekaterih nujnih sprememb sicer pokojninske zakonodaje, ne upošteva razmer na trgu. To je reforma, ki pelje zagotovo večino delovstva naših članov in članic v revščino, kajti 3 leta dlje delati za pravice do polne pokojnine, in to je pomembno, večina naših ljudi ne bo izpolnila in bojo za tega pokojnine zagotovo mnogo nižje. Nagovarjali bomo starejše, nagovarjamo srednjo generacijo in tudi mlade, kajti s tem, ko za 3 leta podaljšuješ delo starejših, objektivno se za najmanj za 3 leta slabšajo pogoji mladim, ki čakajo na delo, pa dela ni. Pravzaprav je za nas ključen problem te, da se lotevajo na napačni strani. Lotevajo se z iskanjem prisile, da bi delali starejši vedno dlje, vemo pa, da je to nemogoče, bo vse več brezposelnih, invalidskih upokovanj, bolniških, kar bo obrnilo javne finance. Pravi problemi se ne začnejo pri starejši generaciji, pač pa pri mladih, ki nimajo dela, tisti, ki so končali šolanje, ne se pa ponuja seveda nekaj, kar je zagotovo slabo, to je pa malo delo. Tako da problem je kompleksen in za tega seveda se mi z to reformo ne moremo strinjati. Smo pa pripravljeni, če je seveda velik, se zavedam, če bi na referendumu uspeli in vlada pač ne uspe, parlament, ta zakon ne bo veljal, ne da čakamo 1 leto, da ko spet Državni zbor sprejme in obravnava to zakonodajo. Svobodni sindikati smo pripravljeni naslednji dan iti v dialog, iti v razgovore, ampak kot enakopravni partnerji. To se pravi partnerji, ker bi nas vladna stran jemala ne samo kot tiste, ki smo za ali proti, ki samo dajemo neke kozmetične pripombe, ampak smo soustvarjalci temeljnih rešitev nove pokojninske reforme. Kdaj ste bil v pokoj? Takrat, kadar bom želel, mislim, da demokracija to prenese. Drugo leto je to res? A dovolj, da demokracija prenese odločitev, da vem, kadar želim. A lahko samo še poveste, kakšen rezultat napovedujete? Ne, tega se izogibal, ker ve, da nas čakajo težko delo, odgovorno delo. Potrebno je vladno stran, kar se tiče in politike, jemati kot seveda nasprotnike v tem primeru zelo resno. Ne smemo jih podcenjevati, oni imajo vendarle kapital, imajo mnogi mediji v svojih rokah, tako da ta spopad ne bo enostaven. Mi pa upamo, da imamo večino ljudi s seboj.